Na pobudo vseh družinskih pomočnikov smo se odločili, da gremo ven s peticijo. To pomeni, da je dejansko s tem zakonom oziroma z institutom družinskega pomočnika nekaj hudo narobe, kar pokaže tudi podatek upada. Vsega tega se je številka spustila okrog 1500, nas je bilo v letu 2005, in zdaj nas je ostalo okrog 650. Smo ljudje, ki skrbimo za svoje invalidne osebe 24 ur na dan. Invalidne osebe nam plačujejo prispevke na SPIZ-u, denar dobi občina. Zdaj tukaj gre spet za dve kategorije invalidov. Gre za starostnike, ki morajo pravzaprav družinskega pomočnika plačevati v občini v celoti. Torej pomeni to bruto znesek. Istočasno, če zavezanci oziroma invalidi nimajo dovolj sredstev, plačajo njegovi zavezanci, v tem primeru so to partner in otroci. Če nimajo zavezancev, se seveda občina usede na nepremičnino. Institut družinskega pomočnika se je v letu 2007 na ustavni spor občin na področju tega financiranja spremenil, tako da je pravzaprav se začel ravnati v skladu s 100. členom Zakona o socialnem varstvu, ki pa govori seveda o institucijah in institucionalnem varstvu. Zdaj, starostniki, ki ostanejo doma v domači oskrbi in nekdo od domačih pač pridobi status družinskega pomočnika, bi potem bilo smotrno, da bi se ta zadeva reševala ne na način institucionalnega varstva, kajti če se že ravna po tem členu, bi bilo tudi smotrno, da se upoštevajo vsi stroški bivanja. Tukaj pa gre za kršenje pravzaprav in obravnavanje na neenakopraven način družinskih pomočnikov kot akterjev in izvajalcev na pobudo ministrstva, da se pač storitev uvede in da se jo pravzaprav koristi za namen skrbi za invalidne osebe. Zato smo mi s peticijo pravzaprav zahtevali, prosili, da bi se obravnavali družinske pomočnike na način enakopravnih članov družbe, saj vendar gre za, bom rekla, zelo naporno delo, zahtevno. Vedno si ti nekje zadaj na drugem mestu, invalidna oseba vedno je na prvem mestu. Tu ne delaš 24 ur na dan, pač pa nudiš 24-urno dežurno službo. In če lahko iz svoje zgodbe povem, v lanskem letu, če seštejem neprespane noči in te problematike, je za celih 6 mesecev. Nimam urejene bolniške, nimam dopusta, nimam pravzaprav nič, razen veliko dela, odgovornosti, resnosti in pa nalog, ki mi jih zakon določa, da se orientiram po pravzaprav na način, da invalidno osebo vozimo na kulturne prireditve, čeprav mislim, da to je malo mem, bi rekla, ker zelo težko se po kapeh v stanju nepokretnih to sploh lahko prilagodiš temu zakonu.